Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi domačih Radomelj in pa ajdovskega Primorja. Gostitelji se v preizkušnjo podajajo zelo dobrim izhodiščem, kajti nogometaši Radomelj so dobili zadnja dva obračuna, v tretjem krogu so bili boljši od Domžal, v četrtem od Kopra, nogometaši Primorja pa so izgubili na zadnjih treh srečanjih, nikoli od prihoda med elito pa niso izgubili na 4 zaporednih. Z avta bo vrgel Tilen Klemenčič, Bešir. Pa zdaj napaka Klemenčiča, Vokić, Činoso, Jovančič, Gnjatič, Klamfer, Mamić, Matej Mamić, ostra poda pred vrata, Vokić, tole priložnost, to da na mesto Denis Pintol. Lepo se je Vokić tu obrnil. Zna seveda Ljubljančan poskrbeti tudi za estetiko. Morda trenerji pogrešajo kaj več učinkovitosti z njegove strani. Murillo pa zdaj do žoge. Suljanović, Edvin Suljanović. To je dobra poda, priložnost za Primorje mimo vrat. Mlinarjem pod kožo. Krasno Kukovec za Vokića. Mimo leve vratnice Denisa Pintola. Čalošić ima tu vse pod nadzorom. Čalošić se potem uštejo priložnost zdaj za Ajdovce. Haris Kadrić, vratnica. Haris Kadrić je imel na nogi vodilni gol za Primorje, toda za las je zgrešil. Skušajo zdaj preiti naprej, kako so se ušteli, dobro Pogačar, Andrej Pogačar na levo, Kukovec in tudi tega. V tem trenutku pa torej začetek drugega dela. Poigravanje zadaj Murillo in ni gola. Roger Murillo je zgrešil. Klamfer za Mateja Malenška, no to pa je super podaja. Matej Malenšek, vratnica. Nekaj raztrgane igre zdaj do posesti Ivan Čalošić. Lepo Čalošić za Vukasovića, Vukasović! Iznajdljivo je skušal presenetiti Denisa Pintola, to da ni se dal. Kadrić proti Murillo, dobra podaja, Roger Murillo tudi tega ni izkoristil. Enej Klamfer. No tole je zdaj zanimivo. Matic Zavnik, prenos na desno stran, Klemenčič, dobra podaja Klemenčiča in gol! Gol za Primorje! Matic Zavnik! Zavnik do prvega gola v tej sezoni, do tretjega skupno v prvi ligi. Haris Kadrić je sicer prvi prišel do skoka, namučil sama Pridgarja, ki je v prvo še uspel preprečiti, da bi se zatresla njegova mreža, toda odpadek je v mrežo pospravil Matic Zavnik, rezervist Milana Anželjkovića, in Primorje zdaj vodi z 1:0. Dolgo časa smo čakali na spremembo rezultata, izjemen predložek Tilna Klemenčiča. Haris Kadrić je namučil sama Pridgarja. Težko govorimo o tem, da je Pridgar tu storil napako, ker je žogo odbil predse. Enostavno je bila že prva reakcija na pol čudežna, da je tu preprečil, da bi žoga končala v mreži. Ko pomagal Radomljam Dejan Vokić. Priložnost zdaj za Malenška, Malenšek in gol! Matej Malenšek, izenačenje. 73. minuta, Matej Malenšek
je sočasno skočil tudi na vrh liste strelcev. Prvo mesto si zdaj deli s Frankom Kovačevićem. Izjemno Matej Malenšek, ki dokazuje, da mu je tudi položaj desnega krilnega napadalca pisan na kožo. Nekaj minut pred temu je veselje preprečila vratnica, no tokrat pa je bil še natančnejši. Žogo je pospravil za hrbet Denisa Pintola in vse se začenja znova v športnem parku ob Kamniški Bistrici. Matej Malenšek do 4. gola v letošnji sezoni in do 11. v prvi ligi, kar pomeni, da zdaj zgolj še za gol zaostaja za Šošićem in Kukovcem na vrhu večne liste strelcev Radomelj znotraj prve lige. Bolj natančno se ne da. Vokić je lepo zaposlil Malenška, velika napaka tudi Stožinića. Čalušić, Ivan Čalušić, Jaša Martinčić, Pogačar, dobra podaja in gol! Popoln preobrat Radomelj, 76. minuta. Ja, kdo drug kot Matej Malenšek. In zdaj je sam na vrhu liste strelcev, prehitev je tudi sijajnega Franka Kovačevića in ne samo to, izenačil se tudi s Kukovcem in Šošićem po številu doseženih golov v prvi ligi za Radomlje, zdaj pri številki 12. Kakšen teden za Mateja Malenška, ne hladi strelskih cevi, 20-letnik. Dobra podaja z leve strani. Martinčić je zaposlil Pogačarja, ki je imel veliko prostora. Kukovec je verjetno želel zaključiti to, da žogo je zgrešil. Martinčić, gol! Stanislav Krapuhin je potreboval zgolj nekaj sekund, da je vknjižil asistenco. Jaša Martinčić pa v polno. Bivša nogometaša Bistrice sta poskrbela za ta gol in Mlinari zdaj celo do otipljive prednosti. Scenarij, ki ga potem, ko se je zatresla Pridgarjeva mreža, nihče ni pričakoval. Izjemno Jaša Martinčić. Z natančnim strelom je premagal Denisa Pintola in taktika Milana Anđelkovića se je porušila kot hišica iz kart. Akrobatski vložek Stanislava Krapuhina. Imenitno je tu zaposlil Martinčića, mislim sicer, da je imel tudi precej sreče. Niti najbolj tehnično dovršeni nogometaši na svetu ne morejo popolnoma kontrolirati. Imajo 9 točk in so na drugem mestu celo po točkah izenačeni z ljubljansko Olimpijo vsekakor. Matej Malenšek, iskrene čestitke za 3. zaporedno zmago. Danes se nekako zdelo, da ste najprej morali prejti gol za to, da bi se popolnoma predramili. Res fantastičen odgovor. 3-krat ste zadeli in prišli do 3 točk. Ja, mislim, da nas je ta gol v drugem polčasu nekako prebudil in smo komaj po tem gol začeli igrati našo igro in preobrnili rezultat v našo korist. Sicer pa res čudoviti tedni za vas. Na zadnjih 3 obračunih ste dosegli kar 5 golov, že ste izenačili lanskoletni izkupiček. Nam lahko zaupate, kako pogosto boste v naslednjih dneh preverjali listo strelcev? Ja, po mojem mi bo punca težila, da sem preveč na telefonu, ampak počasi, mirno in to je to. Morala razumeti. Najlepša hvala in srečno. Zdi, da ste morali prejeti gol za to, da bi se popolnoma predramili, popolnoma zbudili. Na to je sledil res dober odgovor. Moram da kažem da smo malo bili emocionalno ispražnjeni. Pričali smo malo i na poluvremenu sa malo iskusnim igračima da nekako se osjećamo kao da nemamo tu pozitivnu energiju. Mislim da smo, eto da budem iskren, ja i moj stručni štab malo proteklih 2 dana malo nešto pogrešili, ali to izjavljujem javno, nego na kraju opet ću da kažem moji igrači su pozitivci i zato što par od njih su mislili kad je 0-1 da možemo da dobijemo utakmicu, eto Bog nas nagradio, dobili smo utakmicu i sad zaslužuju čestitke. Opet ove čestitke ide mojim igračima koji polako podižu ritam. Za svakih 5 dana ne možemo igrati u istom kontinuitetu, potrebni su nam više rotacije, odradit ćemo neke rotacije sljedećih par utakmica, tako da mislim da smo u dobrom pravcu i samo da poželim momcima da tako nastave.
Pravite seveda, da je cel obstanek med elito, ampak trenutno imate celo enako število točk od Olimpija. Matej Malenšek je recimo dejal, da bo v tem tednu pogosto pogledoval na listo strelcev. Boste vi pogosto pogledovali na lestvico? Ovako, ja sam pričao sa Malenšekom, kažem, ja sam se iznenadio, kažem da si do sad samo dao 7 golova, ja sam mislio da si dao 70, kažem. Tako da nadam se da će samo biti pozitivan. Sad smo na poluvremenu isto pričali, kažem, Male, nemoj biti negativan, daćeš ga, samo zamisli da se mreža zatrse, daćeš ga i sad je dao opet 2. Dečko se trudi, daje sve od sebe, vrlo je ozbiljan na treninzima, radi ono što tražimo, prazni pozicije, traži glubinu, vraća se unutra da napravimo konekciju sa zadnjom linijom, tako da zaslužio sve to što je postigao, već je na 5 golova, a u odnosu na moje ambicije i na ambicije Radomlja ja sam uvek iskren i opet ću da kažem, naš cilj je opstanak u ligi. In hkrati je tudi prvi strelec lige. Ste optimistični, da se na prvem mestu lahko dlje časa tudi zadrži? Nadajmo se da će nastaviti ovom tempom, pričamo za Malenšeka, nadam se da će nastaviti ovom tempom, tako da ja bih hteo, eto, nek bude doppia cifra, šta kažu Italijane, nek bude dvocifreni ove sezone i čestitat ću mu za ovu sezonu. Serijo zmag boste skušali podaljšati v Ljudskem vrtu. Kaj lahko pričakujemo z vaše strani naslednji teden? Izuzetno teška utakmica. Maribor je ekipa koja je jako kvalitetna, personalno, individualno, tako da i timski, tako da ništa, odmorit ćemo dan, dva i počnemo se fokusirati za Maribor. Apsolutni favorit je Maribor na ovoj utakmici, mada imaju normalno i oni neke probleme u organizaciju build-upa, malo više rade na ofanzivnu tranziciju, ali je ekipa koja ima jakih individualaca, tako da očekuje nas vrlo teška utakmica. Najlepša hvala in srečno. Hvala i vama. Milan Anđelković, bili ste na precej dobri poti, povedli ste, kaj je na to razlog za padec? Moram analizirati, moram pogledati tekmo. Ja, dober, drug polčas smo začeli dober, neke šanse smo imeli, povedali. Na to nerazumljiv padec, 10 minut in temu je potrebovalo, da smo na koncu izgubili tekmo. Trener Radomar, Jugoslav Trenčovski, je sicer dejal, da ste bili v mnogih elementih boljši. So vas morda te besede nekoliko presenetile? Zdaj bom tako rekel, niti mi niso, niti ne bom ki je bil preveč pozoren na te besede. Mogel se bom fokusirati na našo ekipo, na analizo in temu bomo dobro naredili analizo in pa bomo videli, kako naprej. Sicer pa 4. zaporedni poraz, kaj je bila nekako tema dolgega sestanka po tekmi? Ja, da probamo čim prej to prijeti ven iz tega niza, ki je negativen in pač moramo, jaz temu pravim, včasih si čistega vina natočiti in upam, da smo kaj naredili. Ste optimistični, da boste želene premike videli že na obračunu z Olimpijo? Seveda, verjamem na koncu. Dali smo veliko čez to ekipo, vsi skupaj in verjamem, da se bomo vsi skupaj pobrali. Skozi govorim, to je nogomet, nogomet ni lahka stvar, kdo teh trenutkov ne more iztrpeti, potrpeti, mislim, da ni za to stvar, tako da vse bomo naredili, da bomo čim prej ven iz tega. Najlepša hvala. Žan Bešir, že s trenerjem sva ugotavljala, da ste po doseženem golu padli. Po vašem mnenju, kaj je bil razlog za ta zdrs? Pa iskreno, ne vem, mogoče najverjetneje padec koncentracije, bi rekel. Ne vem, enostavno si ne moramo dovoliti, da v 10 minutah dobimo 3 gole. Pač treba se vsak pogledati to gledalo, si naliti čistega vina in vsak pri sebi razčistiti, kaj bi lahko boljš naredil in ne vem, to je to. Ja, podobne besede je obral že Milan Anđelković. Za vam je seveda dolg sestanek. Kaj natanko oziroma kaj približno ste se pogovarjali po obračunu? Nič, iskreno, pogovorili smo se odprto, vsak je nekaj povedal, kar si pač misli, kar je po eni strani iskreno, da smo bili odprti drug z drugim, ampak nič, to je nogomet, težke stvari se tudi dogajajo, nič moramo prespati, se odpočiti in jaz verjamem, da se bomo pobrali in prišli na igrišče še dosti boljši. Najlepša hvala.